Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Napovedi so se ne uresničile, v bistvu. Razblinile so se sanje o tem, kar so Simpsonovi domnevno napovedali leta 97 v eni epizodi, torej da bo finale prvenstva med Mehiko in Portugalsko. Okay. ZDA so premagale danes po noči, Mehiko s 3-2. Potem pa je na drugi strani še ena teorija zarote, ki si jo ti zasledil. Tako, ki pravi, da so čisto vsa svetovna prvenstva bila prirejena in tako bo tudi letos baje. In sicer bi naj zmagala Portugalska, zato da še Kristus dobi ta pokal in da pred gre v penzijo. Ja, in da bojo pol spet govorili, kak je najboljši. Ja. No, to pa bomo danes videli, če gremo spet stopničko naprej. Bomo videli. Portugalska, Španija, torej ob 9 zvečer. Tako, ampak zdaj, ko smo se prej malo pogovarjali, glede na to, da oni majmun klicari na FIFO naj rdeči karton omilijo oziroma predstavijo kazen, govorim o Trumpu, sem začel danes komaj sumiti, da bo vse skupaj prirejeno tako, da bodo ZDA postali prvaki. To tudi jaz sumim. Mislim, ker nikoli v zgodovini še niso dokazali nasprotno ZDA, da bi karkoli bilo po regelcih in vrej. Ja, tako da Bog ve. Ampak to, kaj oni želijo. Ja, tako da. Malo je postalo vse skupaj že mislim, kaj? Bomo videli jutri po noči ob 2 ZDA Belgija. Tako. Sicer pa, Fras, čas je, da mi dva začnemo malo na stran devati. Zdaj bomo videla zvečer, če Španija premaga Portugalsko, pol nima smisla. Te je treba na ZDA. Te je treba na ZDA začeti stavljati. Ja. Sicer pa ja, to bi naj bilo za letos pripravljeno za Kristijanota, tako da bomo videli. No. Ampak gledaj, hitro se lahko zgodi v fuzbalu. Ja. Žoga ne gre v gol, enostavno lahko imaš 30 strelov, pol se zgodi ena bedarija ali pa kaki penal, 1-0, greš naprej. Ja, ampak pol pa lahko malo kličeš okoli, pa pritisneš, pa tako. Se nekaj, pa dobiš. Kliče, pa reče, čuješ. Ker jaz sem ziher, da Trump je dal dosti denarja na ZDA, tako da. Seveda, ja, buči. Dajmo preveriti, kaj letos v teh poletnih počitnicah za najmlajše pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor, ki seveda vedno počitnice popestri, čisto vsake. Ne? Ja. Jih tudi izboljša, tudi ne nazadnje ponudi neko varstvo, če ne druga. Ne? Skratka, polepša stvari. Tako. Zdaj samo doma, pa nekaj levodiš. Pa nekaj v luft, pa take baterije. Ja. In kaj imamo jutri, ko je torek, 7. julij, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a. V mestnem parku bomo spoznavali pasje trike, učenje poslušnosti in pa delo s psmi ter ugotovili, kako nastane pravo pasje prijateljstvo. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti ustvarjajo in se igrajo med 8 in 16 uro. Sicer pa vabljeni, da se nam še v sredo pridružite na celodnevnem sredinem izletu na pravi pohorski avanturi. Super. Svetovno. Jaz bi kar, tako poslušam, bi kar bil frod spet, pa bi pač malo laufal okol, pa lahko pa, ne vem, pustiš službo, pa greš za ta čas počitnic, lepo malo ZPM hodiš vsak dan. Malo raziskuješ, se igraš. Pol pa me septembra nazaj zaposlijo, ne? Tako. Ja, super. In ti dajo nagrado. Ok, za več informacij in prijavo na dogodke se obrnite na spletno stran Zveze prijateljev mladine Maribor. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? Evo, dobrih 11, čez 13 ura in je čas za profesorja. Lepo zdrav. Dobar dan. Zdravo. Kaj imamo? Ja. Za začetek tedna leto 81. Torej, kaj predvsem nazaj. Res je. In sicer tak en komad, ki ko je takrat prišel ven, je bil nekaj posebnega. Bomo rekli, taki pioniri elektronike so to bili. Sicer Soft Cell. Gre za single Tainted Love. Ampak original je iz leta 64, ko ga je prvič posnela ameriška pevka Gloria Jones, 13 let kasneje ga je ponovno izdala in skladbo je takrat produciral njen takratni fant Mark Bolan iz T-Rex.
bil v prometni nesreči. In ona je vozila. Celo. Ja. No, verzija Tainted Love, katero najbolje poznamo, je iz leta 81, ko sta izdala duo Soft Cell in veljata, bomo rekli še enkrat, za pionirja elektronske glasbe. Mark Almond, vokalist zasedbe, je vse skupaj posnel v prvem poskusu, ker je rekel, da je namenjena samo za testiranje opreme. Očitno so zelo dobro potestirali, ne? Ker je postala skladba največji hit leta 81 v Veliki Britaniji. V Ameriki pa je takrat postavila rekord, ker je bila na Billboard lestvici 43 tednov. Skoraj celo leto. Ja, skoraj, ja. Kar je danes že več ali manj tak. Standard. Je standard. Je pa gledaj ordinarno. Ne, mislim, da je že več kot leto pa pol tak se na lestvici. To so zdaj tudi cajti, ne, ko se ne moreš losati. Točno tako, ja. Ne. Smo? Ja. Novo najmo. Soft Cell, Tainted Love. S tabo, Tomaž, in z vami, seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes, in sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse. Krups, Coffee Crush tekma. Ja, kar nekaj tekem še pred nami in vedno bolj pomembne so, vedno več nekih odločitev, se mi zdi, ki vsakega malo bolj piknejo, ko pa recimo, če bi šlo za skupinski del, ne, tudi Trump klicari okoli, čujte, dajte onemu skinite rdeči karton, pa ga bo drugič odslužil. Ja, ker jih je strah za danes po noči, mislim jutri. Banda, ne, damana. Ampak, ker so tekme ob nerodnih urah, dosti krat seveda smo tukaj mi, ki vam lahko na nek način pomagamo, kajti pri nas lahko osvojite Krups Coffee Crush kavni aparat, ki vam bo ne samo polepšal kuhno in življenje, skuhal vam bo tudi super kafe. Ja, in dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme. V tem tednu je to tekma Francija-Maroko, ki bo v četrtek, ta četrtek ob 22. uri. Tako, in med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke na 051-220-220, bomo potem nekoga izžrebali, ki bo dobil ta najlepši in najbolj cool in mimogrede najpopularnejši kavni aparat na svetu. Tako, ne pozabiti, velja samo prvi poslani SMS, pošljete ga lahko samo do začetka tekme, torej do četrtka 9. julija do 22. ure. Več podrobnosti pa najdete na naših družbenih omrežjih in pa seveda na totiradio.si. Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. Tomaž, kako bi ti opisal urbani šport, ki se imenuje parkour? Ko skačejo, kot da so zmešani po betonu, pa dol ful globoko, pa prevale delajo, pa na štango od luči, pa se dol vesijo. Skratka, ni fajn, samo ko gledam, švicam v dlani, pa mi srce pade dol, pa... Mislim, da si dobro opisal. Zdaj pa povej, če meniš, da je to šport za ljudi, ki so v penziji. Ja, če imajo ful nizko. Samo niti skakati ni fajn, ne? Že tu nad 40 je že malo težko. No, v Singapurju je en mladenič začel s parkurjem za starejše, vodi skupino ljudi, ki so v svojih 50, 60, 70 celo. Zdaj logično je, da ti ljudje ne pležejo po stenah in delajo trojnih salt iz ene stolpnice na drugo, tako pač vidiš v teh videih, ne? Namen te vadbe za starejše je, da znajo premagati ovire, da gradijo oziroma ohranjajo svoje ravnotežje in najpomembnejše, da če padejo, se znajo sami pobrati s tal. Namreč več študij kaže, da so padci po 65. letu največji vzrok za poškodbe. Ja, tako da jih to lepo ima to skupino in se kažejo rezultati, da se izboljšuje ravnotežje. Recimo ena gospa, ko je mogla imeti to hojico, je potem ni več rabila.
ne, dela na ravnotežju, pa to, da se pravilno, oziroma neki triki so tudi, kako se ti lahko pobereš stal, brez da se naprezaš. Ne. Svetovno. Tako da malo tam po parku imajo take male tote nastavljene, pa skačejo, malo gor pa premagujejo ovire, tudi čez ograjo sem videl, da tako ena 65-letna babica skočila čez ograjo, veš, ono na stran. Res? Tako da svetovno in ne se čuditi, če to prije kdaj do nas, ne, po parku. Tako, pa če vam bo tu kdo, ko boste vuni pekli, prek plota skočil, pa šprintov, pa še enkrat prek, ne. Pa če vam, pa nazaj. Svetovno, tako podobno, ko smo bili mali, ne. Ja. Se moraš naučiti, 100-krat padeš, pa se naučiš in pol si vrej. Ja, rešeno. Čudovito. Predstavljajte si, da pri svojem 35. letu ali pa 47., 59., kadarkoli odkrijete nekaj novega, občutite nekaj čisto XY drugačnega, ki do zdaj nikoli niste. In potem strmite v nič in razmišljate, kaj naj zdaj. Ne? Kaj te je to in kaj je to bilo? Tako približno sem se počutil včeraj, ko sem gledal ta nov film Obsedenost oziroma Obsession v originalu. Doma sva ga pogledala, ker je po opisu zvenel zanimiv in pa zato, ker je to naredil en 26-letni pubec, ki je za film imel na voljo samo $750,000. Okay. Sam je to naredil. Tako da se mi je že iz tega vidika smisel, ajde, da vidimo, ne, kaj je naredil. Torej, poanta filma je zelo preprosta, fant ima rad punco, punca ga ima rada kot prijatelja, on si zaželi, da bi ga ona imela rada najbolj na celem svetu in potem se želja uresniči. In potem se začnejo čudne stvari. In mogoče si na tej točki mislite, ok, to pomeni, da mu vedno guši, pa da ga zasleduje, pa bla bla bla. Ne, nič od tega ni. Vsaj v taki obliki, ne? Film te ves čas vozi v čisto neko drugo stran od tega, kar pričakuješ. Jaz grozljivk nisem gledal zadnjih ne vem koliko let, ker so mi postale enostavno tečne. Veš, ono, ja, on ima svinsko masko na glavi in skoči ven z ogala in zdaj te prestraši. Ne? In je to, ampak je pač to edino to sama sebi namen, da te prestraši. No, tu pa je bilo čisto nekaj drugega. Celi čas mi je bilo prav neko kuglo, sem imel not v želodcu. Ni mi bilo fajn. Fajn je bilo zagledati, cel čas sem bil prikovan na zaslon, ampak je cel cajt kdaj bo in kaj bo in ni nič skočilo vun ali pa kaj taj, ampak ne morem vam razložiti, niti zato tudi govorim o tem zdaj, ker vas vabim, še vedno je v Mariboxu. Jaz sem morda naredil napako, da sem jo gledal doma, mogel bi gledati na velikem zaslonu. Ne bi toto kuglo verjetno tudi vun spravo tam, ne? Mogoče, ja. Obsedenost, torej film grozljivka, thriller, taka, ne, ni za nekih demonov pa satanov pa pošasti, ampak je pa res taka, da te na koncu smo mrevlince po celem telesu, ko je bilo fertik, pa sem hodil malo okoli po stanovanju, zakaj se ne bi rabo tega gledati, ampak bolj sem bil na koncu prišel, ok, fajn je, da sem pogledal. Super zadeva, pubec se izkaza. Pa sam je naredil. Sam je naredil. Obsedenost. Obsession. Dajte si pogledati. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.